pa dej, magaj nekako ne moreš laufati, kaj oni maratona, samo 42 km. Improvizorično napravil te hlače za gele in na štartu so mi vsi zdrsnili ven in potem sem pretekel ta maraton brez gelov. Se je pa šušljalo tako po itenu za določene atlete, da te so zihar na dopingu in za določene se je šušljalo, da ta sigurno ni na dopingu, no. Da ješ ugali in pol piješ zraven tam mursik, to je ko en kefir in noter ulijejo kri od krave. Hiter fartlek mislim, da je ena stvar, ki pri meni najbolj deluje in me da v formo za tekmo. Spoštovani, dragi in vsi tam zunaj, tekaški entuzijasti, drage tekačice in tekači, pa rekreativci, pa resni atleti in atletinje, dobrodošli v še eni epizodi podcasta Zagret za tek in z mano danes, pazili ste ga, ostro oko in hitre tačke, tamle iz Primorske, Aljaž Makovec, živijo. Živijo. Kako si, Aljaž? Evo, super. Si se že regeneriral po tisti polovički preteklo nedeljo? Sem že v naslednjem trenažnem procesu za naslednji polmaraton Verona. Datum, povej, datum. Datum mislim, da je 16.2. Top. nedelja. Top, to sva naredila, sem timing pravi, ne, pri tvojo prvo letošnjo dirko v Sevilji, je tako, zdaj greš v Verono. Kar napovedal si, da boš kaj napadal letos, kakšne resne čase, ali kako? Pa tam 1.8, 1.7 visokih mislim, da bi moglo biti v nogah, no. To je kar lep rezultat, glede na to, da, kakšni so bili pogoji v Sevilji, mi najprej povej, no, tako. Sevilja je bilo tako, ko bi rekel, polom že od samega štarta, ko smo štartali v Seviljo. Najprej, ko smo se peljali proti letališču tam na italijanskih avtocestah, nam je požrlo kartico, tako da se ni dalo plačati. Potem let v Seviljo, turbulenten, nevihte, prišli v Seviljo na Livi. Potem med samo tekmo sem še zgubil cifro, ker je tok je prav drž in veter, da jo je verjetno odpihnilo dol, tako da od 5. kilometra naprej nimam uradnega tajminga. Sicer sem pol pisal organizatorjem, tako da so rekli, da so imeli že nasplošno težave s tajmingom in da nisem edini s takimi težavami. Potem pa nekako pot domov je šla po planu, no, hvala Bogu, so se stvari začele postavljati na mesto. Če ne prej, pa takrat, ko si šli domov, no, zdaj, ampak malo te žuli zdaj ta cifra zdaj, ker rezultat je bil. Dobro, sej osebni rekord tako ni bil, je pa bil tako obetaven čas zdaj za potem, če vzamemo v zakup, da sem decembra tekel maraton v Valenciji, katerega sem sicer odstopil tam okoli 33. kilometra, tako da sem se nekako uspel regenerirati v tem času in opraviti nekaj dobrih treningov, tako da je potem bilo nekje malo pod 1.10, no. Ampak glede na to, da je to Sevilja, kam res pride, bom rekel, klasa, ne, ogromno dobrih tekačev, sploh nisem pogledal, koliko vas je pa bilo pol pod 1.10. Kam bi se uvrstil, če bi bil uvrščen, če boš morda? Ne vem, tudi sam nisem preveril potem končnih rezultatov. Sem se zadovoljil samo s časom, no, sej. In sama vrstitev mi tako ni pomembna, mi je bolj pomembno to nekaj, kar subjektivno, no. Mislim, 1.9, tvani spoštovane, 1.9 je lep čas, srečal sem 2 dni nazaj, sem srečal Dina Grbiča, pa sem mu rekel, kakšen plan ima on letos, pa je rekel 1.11, pa sem rekel, kaj pa misliš o Makovcu, in rekel, ta poba ima talent, ne? Ta poba bi pa lahko hitreje tekel, ne? In sem šel pa gledati tvoje statistike, pa tako naprej, in sem rekel, potencial obeta, letos boš torej na polmaratonih ali tudi kak maraton spet v Križu? Tako, v prvem planu so polmaratoni in desetke, glede na moj življenjski slog je to neka optimalna distanca, ne, če ti tečeš nekje 80 do 90 kilometrov na teden, zdaj je to nek ta domet, no, bi rekel. Zdaj, sicer decembra sem prijavljen na maraton ponovno v Valencijo, ker glede na to, da če tečeš 1 leto prej, dobiš potem nek diskount na prijavnino, pa sem se prijavil, sem rekel, če grem, če ne, pa grem sam za dušo. Ker s tem maratonom imam res neporavnane račune, no, enkrat sem ga sicer končal, enkrat odstopil, tako da. Valencija ti je draga, ne samo na maratonskem, tudi na polmaratonskem, pa 110 tam laufal. Kaj nisi laufal v Valenciji, Bog pomagi?
kakšnega ultra traila še. Najbolj ga tudi imajo. Ja. Spoštovana publika, ja, danes ja, s cestnim tekačem, Makovcem, vem, da ga poznate tudi mogoče po njegovi digitalni prezenci na socialnih omrežjih, pa kakšen komentarju, kje pa kakšnih zanimivih debatah. Ja. Vsaj meni je padel tako v oko, no pa seveda tudi po rezultatih. Dečko je letnik 97, doma je, ganili ste, ja, najnižjim Petra, pa je iz Lepene, a to drži? Ja, jaz sicer pravim tako, da sem doma v avtu, zaradi tega, ker variram med Šempetrom, Lepeno in Ljubljano, tako da, ampak uradno v Lepeni, no. Born and raised v Lepeni, ja, to je pri Bovcu, če ne veste, ja, najbrž veste, se ste zašli kdaj v tiste konce, sicer pa, ja, specialist za dolge proge, petke, desetke, polmaratone, tudi maratone, nekje na spletu piše, da je nas opozoril leta 2018, ko je v Ljubljani brez treninga v teku 10-35 minutah, a ne, pa sem šel preveriti, če to drži. Ja, Tako. to res drži, polovička 1,9, maraton 2,34, tudi s kolesarstvom se nekaj pečati, v tem bo kaj več povedal. Pa v Kenijo je šel tudi več kot enkrat, pa sicer ima cel kup zanimivih tekaških zgodb. Aljaž, še ena fotka je, če tebe poguglaš, a ne, pade ven in taka hecna je, a ne, iz 2016 iz Maribora, mislim, da je, Ja, ja. mi pa ne bi še poznaš, a ne bi te prepoznal, a ne, če ne bi pisalo spodaj, Aljaž Makavič, takrat si izgledal bolj kot en bokser, ne pa kot tekaš na dolge proge. Kako, kaj, zakaj, povej mi več, kako si to tam se znašel in sploh v teku. Ja, tako, verjetno zgledam kot bokser, zato ker jaz sem najprej treniral kajak, bil sem tudi v državni reprezentanci in tekmoval na evropskem prvenstvu do 23 let in to, in pod sam mi je poškodba nekako zaustavila kariero, imam sicer poškodbo hrbta, potem sem nekaj časa igral fuzbal, potem nič, sem se zredil in enkrat nisem mogel preteči 1 kilometra. In potem je nek glas v meni si rekel, Aljaž, kaj se to dogaja s tabo, da izresni se malo, no. In potem je mama takrat 2016 šla teč ta mariborski tek in sem šel tako za hec malo z njo, ne. In prva 2 kilometra sem tekel z njo, potem sem pospešil in mislim, da na koncu je bilo ene 42-43 minut. Po mojem, če bi šel resno že od začetka, po mojem bi stisnil po 40 takrat, ampak takrat moraš računati, da res nisem več treniral, samo fuzbal in to je to. Gremo korak nazaj, to me zanima, kajak, ne, kako, pač, Ja. ok, si s koncev, ker je pač to neka domača disciplina, ampak za kajak rabiš pa moče kakšne druge kvalitete kot za tek, ali kako si se tam znašel, po naključju, ali... Tam sem se znašel nekako tako, ko je bilo poletno varstvo, se je klicalo Poletje ob Soči, se mi zdi, to je bilo tam v Sokanu, in mi smo bili pač celo poletje tam. In potem so nekako oni prepoznali nek potencial v mene in so me povabili v šolo kajaka. Sem začel prihajati v to šolo kajaka in potem se je sam stopnjevalo, neki rezultati so prišli in potem pride tudi motivacija, ne. In potem so bila vsa poletja nekako enaka pri Soči, konstantno, od jutra do večera. In potem z leti smo začeli hoditi tudi po teh pripravah, Češka, Slovaška, Poljska, pač po Evropi in so bili neki ECA cupi, kot neki evropski pokal za mladino in si tekmoval proti ostalim, a ne. In rezultati so bili kar obetavni in motivacija je bila in tudi konci so te pravi za kajak, ne, kot praviš, in tudi uživam sam v teh ekstremnih športih, no. Prav. Kakšne lastnosti mora imeti dober kajakaš? Jaz sem, bom rekel, to poskusil, naroden kot sem si da hitro ugotovil, da si z veslom niti s čolnom ne bo nikoli na ti, a ne, da bom prej utonil, kot pa naredil dva pametna zaveslaja in sem res občudujem pač tiste, ki obvladate, bom rekel, to vodo, divjo vodo in še vse ostalo. Povej mi, kaj rabiš za to, da si dober kajakaš? Da si dober kajakaš, kot v vsakem športu, ne, najprej rabiš željo, potem, da si dober, ne, potem pa, po mojem, moraš znati dobro brati vodo, a ne, ker ti, če boš z močjo veslal, ne boš nikamor prišel, ne, ti moraš samo vodo znati dobro izkoriščati. In če znaš dobro izkoriščati vodo, potem tudi čoln drsiti, tako kot je treba, ne. In te tajminge moraš imeti prave, da ko je ta val, da se, mi smo rekli takrat, da se porineš čez njega, a ne, da te ne zabije val, ne, in če te zabije, izgubljaš čas in tako, ne. Tako da predvsem dobro branje vode, ne bi rekel to. In neustrašnost.
Pogum, torej pogum Ja, rabaš, jajca ja, rabaš, da ja. greš na valove. Kako pa izgledajo treningi pri kajaku? A to je samo neko spuščanje v nekih brzicah oziroma na vodi, ali je to tudi kaj drugega zraven, da se uriš? Ja, pri kajaku so treningi tako suhi in vodni, a ne. Mi smo takrat trenirali najprej, ne, vem, v zimskem obdobju, ko je bila ta bolj baza, smo najprej imeli trening na vodi in potem se je šel še v fitness delati neke vaje za moč. Zdaj je tako kot pri teku, a ne, tudi pri kajaku so neki intervalni treningi, pa daljši treningi, ko dalj časa veslaš, ne zdaj veslaš 2 uri, ne kot na long runu, ne, naprimer, veslaš 3x10 minut, ne, ampak je tako, ne. Potem so pa treningi tehnike, to je pa tam, ko treniraš ta vratca, kot so na tekmi. Tako. Predstavljam si, da pri kajaku se tisto, kaj jaz spremljam, rabaš, rekel, močen gornji del telesa, pa roke, ramenski obroč, kor na vse zadnje, ta preklemani kor, o katerem vsi govorimo, če pa pri kajaku to ni železno in jekleno, pa nič nočem. Tudi same noge moraš imeti močne, zato ker sam čoln držiš z nogami noter. Uh, in ga usmerjaš nekako tudi s pomočjo nog. Ampak ja, kor je po mojem bolj pomemben skoraj kot zgornji prsnik, kot zgornji del telesa. No. Se pravi, če hočeš imeti epse, six-packe, si vse to čovno, kaj, pol leta, pa to bo vse cvetelo. Ne vem, če. Jaz sem bil sicer malo bolj čabi, ne, tako da. To ni ovira, recimo, ne, si ne predstavljam, no, ali rabaš biti res izklesan, ali je vse, ali so tle kile pomembne, niso pomembne. Ja, do neke mere so pomembne kile, zdaj spet ne toliko, kakor pri teku, ne, ampak itak vsak posameznik je drugače grajen, ne, zdaj eden boljše performa z 2 kilami več, kot pa z 2 manj, ne, tako da to je zelo individualno, ne. Tvoj največji uspeh v čovnu, tvoji karieri, na kajaku je bil kaj? Po mojem 12. mesto na evropskem, pač polfinale. Domače je bilo Sokano. Bravo, mislim, Ja. to sliši se izjemno, no, saj ne vem, na tako prvenstvo se vrsti koliko tekmovalcev, ne vem, kakšni količini to tekmuješ. Ne vem, mislim, da je v kvalifikacijah tam 35 čovnov, Bravo. ampak ne me vzeti za besedo, no. Mislim, s tem 12. mestom pa z reprezentanco pa to si se že potem kvalificiral v razred nekega mednarodnega ali vrhunskega ali kakšnega športnika. Ja, mislim, da je bil ta državni razred, ali vem, da sem imel nek status v šoli, nek poseben, ne vem kaj. Si lahko bolj izkoriščal sistem. A ti je pomagalo to, si lažje šolo naredil ali si samo odlagal? Bolj to drugo. Mislim, tvoja generacija, s kom si pač veslal, morda tisti, ki bolj spremljajo ta šport, ne vem, koga poznamo, Savška, pa še koga, recimo, s kom si ti, recimo, bil na vodi, pa je zdaj prepoznavno ime, recimo, na sceni slovenski in nasploh? Ja, ta Eva Lina Hočever, naprimer, ne vem, veslali smo ful z to Uršo Kragel, samo ona je zdaj že končala kariero, pol z Nino Mozetič. Drugače pa s Savškom smo tudi tekmovali, ne, zato ker jaz sem tudi veslal kanu, to kar on vesla. Aha, on je Tako na da, kanuju? ja, sam takrat nas je kar olupil konkretno. Razlika, da mi še to povej, no, to meni tudi, kot laiku, spet kajak, kanu, bistvene razlike, no, med tema dvema čolnoma disciplinama. Ja, bistvena razlika je to, da v kajaku sediš in imaš 2 lopati na veslu, a ne? V kanuju pa klečiš, pa imaš samo eno lopato, pa veslaš nekako na čez, ja, tako kot si demonstriral. Pa v kanuju si tudi zavezan čez noge. Aha. Ja, tako. Katera disciplina je pa bolj zahtevnejša po tvoje, no, recimo? Zahtevnejša, ja. Jaz sem se bolj našel v kanuju, a ne? Aha, ok. Se Ja. pravi, se moraš najti v enem teh. Ja, sej zdaj niti ne več toliko tega spremljam, a ne, ampak vidim, da pač zdaj v aktualnih časih, da se dosti tekmovalcev poslužuje, da tekmuje v obeh disciplinah. Pa si lahko v obeh konkurenčen v bistvu. Glede na to, da danes moraš biti dobesedno že specialist, to, da ne za 5000 metrov na stezi, pri atletiki, a ne včasih si laufal, no, razen Sifan Hasan, pustimo to, ampak da bi rekel, da v kajaku, kanu, ki sta različni disciplini, lahko nekdo v obeh disciplinah
uspešno parira, tekmuje. Ja, se da biti konkurenčen. Absolutno. Ti si rekel, poškodba ti je vzela ta šport, kaj se je zgodilo? Imam eno kronično poškodbo hrbta, ko grem v čovn in delam ene specifične gibe, se ona tam prebudi in potem mi onemogoča. Ampak vsaka stvar se v življenju zgodi z razlogom, zdaj sem pač tu v teku in Mislim, da, a ne, kdo bi si smo tu na mislil? podkastu. Ja, tako. A ne, Ja. zdaj, a ne, ko bodo, to sem te sprašal še malo od kajaka, a ne, ker vem, da, ne vem, če obstaja kakšen kajakaški podcast, evo, bi te lahko povabili, pa ne vem, če obstaja, pa ok, obstajate kaški, kajakaša še nisem imel in to me izjemno zanima, zgodbe tekačev, ki so prišli v tek, bom rekel, iz drugih športov, očitno, a ne, pa bom rekel, marsikateri izmed vas je talentiran očitno za več športov, ali pač talentiran za šport kot tak, ali pa talentiran za to, da pač trpi, če je že to nekaj, a ne, ker koliko ur si porabil v kajaku na teden, ne vem, za trening? Ja, vsaki 6-krat na teden po nekje 2 uri. Ja. Mislim, zdaj, če tečeš 6 krat na teden po 2 uri, koliko si pa za tek največ porabil, no, potem pa tako rekel še malo. Ja, zdaj ur ne vem, največ, kar sem naredil, je bilo ene 180 km v enem tednu. Pa če pri tvoji hitrosti, zdaj bomo zračunali, koliko je to ur, ja, tvoja poprečna hitrost na treningu je bila koliko? 15 na uro, ja, ok, ali pa 13 pa pol, no pa zračunamo, koliko je to. Na koncu, ja, malo več, mogoče 12 ur, ampak veliko, veliko, se pravi, nekaj imaš v sebi, a ne, da si pripravljen žrtvovati te ure za to, da športaš in slej, ko prej bi se nekje najdel. Tisti fuzbal vmes je bil kaj, izlet pač nekam, ker si nekje rabu, ker... Tisti fuzbal je bil bolj tako splet okoliščin, bi rekel, te turnirji, pa družba, pa to vse malo potegnilo, pa potem sem tam igral neki 3., 4. ligi, tam malo bolj za hec. No, ampak vseeno, ne, mislim, vseeno si se kar znajdeš žogo, se pravi, si nek talent za šport nasploh, ali kaj? Zdaj za fuzbal bi rekel, da nisem ravno nek talent, ne. Ampak tako povprečen, nek povprečen fuzbaler vaške ravni. Ti bilo, mislim, nekaj mi še povej, preden greva res na tek, a ne, ok, ti si 12 na Evropskem prvenstvu, si nek potencial, sigurno tebe pričakujejo, da boš na tem športu nekaj naredil. Je bilo hudo, recimo, ko si ugotovil, da zdaj pa ne boš mogel več v športu, ki si ga imel res rad, pa si uspel v njem pač delovati in napredovati in tako naprej. Pa ja, zato ker ravno tisto sezono, potem se pravi sezono 2013, se mi je začelo vse nekako poklopilo, sem dobro tekmoval in to in sem začel rast, še malo bolj, verjetno sem se tudi malo bolj razvil, ker naprimer v mlajših selekcijah se je ful poznalo tej, ko so rojeni v začetku leta ali pa jaz, ko sem rojen konc leta, koliko so bili oni bolj razviti, ne. In potem se mi zdi, da takrat sem se malo bolj razvil in se je začelo nekako boljše, sem začel performati in to in potem se je itak ta poškodba se nabirala skozi leta, ne, in potem je takrat konec leta 2013, ko eskalirala in potem res ni šlo, no. V najboljših letih so ti vzeli pač tvoj šport, pa si žogo brco in potem si rekel, te mati vzela na tek. Mislim, da tistem teku trpel pa si malo, ali kaj? Malo si trpel. Ja, trpel pa. Vse to še zdaj trpim. Kdo še en, ki je priznal, jaz tej prejšnjem podcastu mi je dejal ultra trelaš, da je rekel, da najbolj od vsega pa sovraži, pa sem poslušal, sem mislil, kaj bo rekel Žulje, blago, naj noč, rekel bolečino in sem rekel, vsa čast. Nekdo saj prizna, a ne, da bolečine ne mara, pa vsem to počne. Po tistem teku v Mariboru, koliko časa si imel muskel fiber? To se pa zdaj ne spomnim, sam mislim, da ne dost časa, zato ker sem še dost mlad in je bila regeneracija zelo hitra, no. Ampak Je pa bila. mislim, ti je pa dal to nekaj, ali kaj, a te mati, sta te mati, oče, nekdo te je potem še malo motiviral, no dej, Aljaž, no si ne moreš samo ležati pa jesti čipsa, dej boš malo treniral z nama, ali kaj. Ne, sej, to bolj sem se hotel jaz pripraviti, da bi boljše igral fuzbal, ne pol. In pol sem laufal, sem neke klance tam, šprint, tako bolj. In kdaj si potem pa kopačke postavil kot, recimo, no, evo. Ja, tam enkrat pred korono, recimo konc leta 2019. A si še igral, v bistvu si še, bom rekel, tudi kar malo treniral že tek, pa še malo igral, ali si v bistvu treniral zgolj in samo zato, da boš igral fuzbal? Ja, tam po tisti Ljubljani 2018
sem videl, da bi lahko v tem teku kaj naredil in potem sem bolj resno začel trenirati, mislim trenirati. Takrat je bil vsak tek za 3:35, mislim 4 km vsak dan za 3:35. Lih enkrat smo gledali s kolegom Klemnom Knezom po Stravi stare treninge in vsak tek za 3:35, ali pa še bolj hitro. To smo mislili, da moraš vsak dan žgati. Ampak kdo, mislim, to si sam bil takrat že pri svojih, ne vem, dobrih 20-ih zrel, da si rekel, ok, s tem tekom lahko naredim 35, ok, nam rekel, da ni to slab rezultat, ampak za nekega 20-letnika fuzbalerja pa to še vendarle ni nek presežek, ali si sam okrog sebe pogledal, pa si ugotovil, ok, če nič ne treniram, pa sem tokle dober, ok, 30, kaj pol, 2 leta treniram, bom letel 30, te je zanimal, bom rekel, tudi atletika tek kot tak, da si že bil mal podučen in si zdobil pač ta killer instinkt, pa ta apetit, da bi pa zdaj malo več naredil na tem. Man, to je bilo bolj vse by the flow, ni bilo nič tako, ker atletike tako nisem niti spremljal podrobno ali karkoli. Mene je bolj tek veselil na dolge proge in mi je bilo všeč, ko sem tekel hitro in to in potem verjetno trening na trening se je nalagal in neki rezultati so prišli, no. Si začetka treniral sam, ti je kdo usmerjal, ti je kdo svetoval, si prebiral čtivo, kako? Ne, skozi sem treniral sam, edino v tistem obdobju, ko sem šel v Hromano trenirati v Ljubljano, edino tisti čas sem treniral pod okriljem nekoga, drugače sam. Mal sem bral po netu kakšne te članke tekaške, pa gledal kakšne trening plane in pol sem nekaj poskušal kombinirati in sebi prilagajati, no. Si ti poskal, daj sta se z Romanom v bistvu začela sodelovati, si ga ti našel, on tebe z voho, kako se je to zgodilo? To se je zgodilo v Novi Gorici na stadionu, ko so bili s paraolimpijskim tem komitejem tam na pripravah in potem oni so imeli tam trening, jaz sem delal svoj trening in pa je bila tam še Aleksandra Fortin, katera me zelo dobro pozna in in me skozi podpira v tej moji tekaški karieri in to. In je ona kar sama od sebe Romanu rekla, da ta fant, ta rabi trenerja. In potem je Roman rekel, ne pridem, kar ne pridem v Ljubljano na trening, sem šel in potem se je tako začelo. A to je bilo še pred korono ali kako? Ne, to je bilo enkrat septembra 2020, Takrat si če se bil, ne motim. kako hitro si takrat, ko te je recimo Roman uhvatil, vzel v svoje okrilje, kako hitro si bil takrat sposoben recimo teči 10? Ja, takrat sem tekel en mesec predtem, je šel Klemen Magajne z mano na kolesu, pa sem naredila kontrolni tek in sem tekel, mislim, da 32-40, nekaj takega. 32-40 pri kaj, 22, 23 letih, ja, to je pa že kar lep rezultat, a? To se ti je dobro zdelo, najbrž, a ne, si rekel, Ja, itak. jaz bom šel pod 30 za šalo, a ne, ampak povej mi, Klemen, vem, da si Klemen Knez, pa Klemen Magajne, vem, da ste veliko tudi okrog hodili, pa ga biksali, a ne, tako ali Ja, ja. drugače tekaško ste, oni da sta tudi tekača, pa ne slaba, a ne. Kako ste se vi našli, ste že prej poznate, kako ste se sestavili? Ma mi smo se spoznali na fuzbalu tam na igrišču, ko smo igrali skupaj. In Klemen Magajne se spomni, on se je takrat, mislim, da je bilo to ene 2015, 2016, se je pripravljal na Ljubljanski maraton, ki ga je tudi kar dobro odlaufal, po mojem ne 3 ure, malo čez 3 ure. In pol isti dan, ko je on odlaufal maraton, je on prišel še igrati fuzbal. Tja z nami pa se spomnim, kako smo rekli, pa dej, Magajne, kako ne moreš laufati, kaj oni maraton, samo 42 kilometrov. No in In ja, to smo bili klapa že od vedno, no. ste že, se pravi, Ja. s kje sta ona doma, sej, ni O- da se ne Ona, poznam tako dobro. Ja. iz Nove Gorice. Sta oba z Nove Gorice in ste se našli Tako. pa v tem teku in ste, mislim, fanta tudi nista slaba, no bom tako rekel, ne? Če bi se vi pomerili, kdaj sta bila, mislim, si bil zmeraj najhitrejši ali od vseh treh ali ne, ali kako ste se dajali? Pa, na začetku je bil Magajne najhitrejši od vseh treh. Mhm. Potem se je ta lestvica malo spreminjala skozi čas. Ne, Kje mislim, da je se, mislim, Izvoli. mislim, da se je začelo tako, da je Magajne tekel že odkar ga poznam, ker tudi njegov oče, mislim, da je ustanovitelj tega društva DLT Filipides, ki deluje na Goriškem. Potem pa sem nekako jaz začel teči in pol mislim, da je začel še Klemen Knez teči. Če se ne motim, zdaj, če se motim,
ne me kdo popravi izmed teh dveh. Bo ta Klemena tole poslušala, pa spodaj pisala besne komentarje, ne? Da Makovec dela, govori traparije, seveda govori traparije, se ve, kdo je prej začel. Kako hitro sta zdaj fanta, recimo, ti si pač najhitrejši v te trojice, ali kako, ali te še kaj ogrožata? Ja, mislim, da Klemen Knes je tekel lani v Valenciji 1:12 pol maraton. Klemen Magajne pa mislim, da se bori z nekimi poškodbami in to, tako da zadnje čase ni bil ravno konstanten v treningu, ampak zdaj je spet priden trenira. Ste kdaj, sem trenirali ste skupaj, kdaj ste bili sparring partnerji? Pa ja, tako da smo malo kombinirali, ne vem, jaz sem delal Jurje, Knes je delal 800, Mago neke 200 in tako da smo malo si pomagali. No, mislim, je bilo to v redu, najbrž, mislim, skoraj vsak tekač, s katerim govorim, pa trenira sam pravi, da mu neprimerno godi, če se udarijo na stadionu ali pa tudi na cesti z kakšno ekipo podobno pripravljenih, pa da se malo prepucajo. Pa... Ja, sej trenirati v družbi je res fajn, ne sam glede na naš življenjski stil in to je zelo težko se uskladiti, ne, da boš ti skupaj treniral. Ne. Ja, naredva zdaj odvod, pa reče, a ti delaš pač v zdravstvu, a ne? In zdravstvo ima ne čisto običajne od 8 do 4 urnike, bi rekel. Tako. Sicer jaz delam v privat zdravstvu in moram reči, da se lahko kar dogovarjam v redu za urnik, ampak še vseeno, kak dan delam več ur, kak dan manj, ampak ker delam na dveh klinikah, potem sem res kar okupiran. No. Imam samo tisto nedeljo prosto. Mislim, to je koliko ur, recimo, v službi preživiš na teden, no, da si bomo predstavljali. Mislim, se to zelo varira, ne. Zdaj, če je več dela, se pač potegne, se dela dlje, ne. Zdaj, če je manj, pač se dela manj, a ne. Ampak zdaj nekako nekega povprečja prav konkretno ti ne bi znal reči, no. Ja, že prej, preden sem Ja. začela tole snemati, sem se pogajala o stanju v slovenskem zdravstvu, no o tem ne bova preveč filozofirala, ker to ni tarča na RTV Slovenija, ker bi pač natikali tiste, ki so odgovorni za tako stanje, ker dajmo raje iskati rešitve, ne samo krivcev, ampak vendarle ti delaš v panogi, kjer je močno podkadrovana in tako naprej. Zaradi tega pač moraš delati tudi več, ampak na drugi strani je pa poslanstvo tisto, vse to ni pač čisto običajen poklic, ne? Pa da z vsem spoštovanjem do vseh ostalih, ki pač vozijo tovornjake, polagajo ploščice ali pa štempljajo obrazce na občini, ampak da delaš v zdravstvu, moraš imeti malo drug, tle delaš z ljudmi, tle delaš druge stvari, ti si najbrž šel v ta, bom rekel, ta poklic tudi zaradi tega, no, in zdaj si v poklicu, ker si pa lahko zaradi svojega poslanstva tudi malo preobremenjen. Zdaj, kako to tvoje pač usklajuješ, recimo, no, če sem preveč zakompliciral, mi pa reči, ja, to vprašanje. Kaj misliš, preobremenjenost in Ja, na eni strani ti delaš to najbrž zato, ker imaš notranjo željo res pomagati ljudem, ampak ne moreš pa tega delati 14 ur na dan, ker sam sebe potem uničiš, a ne, kako to uskladiti, da si naslednji dan, a ne, tudi kot sem prej se pogovarjala, lahko spet pripravljen na dokaj zahteven delovnik, a ne, če se nisi dobro spočil od prejšnjega. ja, to je res težko vsem ustreči, ne, ker bi jim res rad pomagal, ker vsak dan ljudje kličejo s težavami, a ne, predvsem s tem, glede na to, ko sem omenil, da delam privat zdravstvo, a ne, ker je v javnem zdravstvu so tako dolge čakalne dobe in vsak dan več ljudi se obrača na nas, ampak tudi posledično tudi pri nas se potem daljšajo te čakalne vrste. Pa ne da se pregledati vsak dan toliko bolnikov, kakor je povpraševanje, ne. Ampak ja, nekako se moraš regenerirati, ne, in priti drugi dan spet s počito glavo na delo in delati brez napak, a ne. Ker v naši branži si res ne smemo privoščiti napak, a ne, ker tle ni prostora za popravke. No in zdaj ideva umestiti noter v ta tvoj poklic, ki je mentalno in fizično zahteven, na koncu še en mentalno in fizično zahteven posel, ki se mu reče tek, pa ne samo rekreativni, kar resen tek, tudi 100 km na teden je veliko, kaj šele 150 in več. Te tek napolni, izčrpa, kako pa ti, ki prideš utrujen, pa že malo izmučen iz šihta, še dobiš motivacijo, da zdaj daš pa gor tiste presnete najkice, adidaske ali karkoli in greš, da je vrteti 800 ali pa ne vem kaj na stadion.
to mi povej. Ja, če prav iskreno povem, najbolj me napolnijo prav te intervali, a ne, kadar tečeš hitro in kadar si v formi in ko imaš tisti občutek, kako polziš skozi zrak, to je pač najboljši feeling, no. Res tek me prav napolni in če ne tečem, se res prav nek manko imam tisti dan. Si danes že tekel? Aljaž? Sem. To, 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 vidiš, nisem šel za nalašč, nisem šel pogledati na stravo za nalašč, sem rekel zato, da ne bom si skalil veselja pri odgovoru, ki mi ga boš podal. Ja, se sem nekako slutil, da boš to rekel. Bravo, sem vesel. Greva nazaj k letu 2020 v Aleksandri, ki te je porinila v naročje Romana Kejžarja. Ok, kaj pa Roman rekel, kaj te je dobil? Je rekel, ajde, nekaj pa lahko naredimo od začetka. Ja, ne, z Romanom smo takrat naredila pol neko konkreten plan, s, z zastavljenimi cilji, kaj želim doseči, in pol sva se nekako poskušala držati tega plana. Ampak, ko sem jaz prišel k Romanu, je bila ena težava, ko verjetno sem sam med korono in tem časom predtem pretrdo treniral in sem prišel k njemu čist kurjen. Pol še prej, ko sem šel v Kenijo, sem delal pač v domu upokojencev preko študenta in takrat je bil COVID in to in sem delal res nadure in vse, sam da bi zaslužil za to Kenijo čim prej. In še to je bila ta pika na i. In potem sem šel v Kenijo. V Keniji je bilo itak vse prehitro, tista višina, prehitro sem tekel, pa sem prišel domov čist kurjen. Se spomnim, prva tekma, ki je bila po Keniji, je bil kros v Murski. Sem štartal oni prvi kilometer 4:0 tempo, jaz sem imel občutek, da tečem za 2:30, mene je čist ubilo, potem sem samo odstopil in potem sem se po mojem iskal celo leto 2021, da sem prišel v sebi in potem sem začel šele v letu 2022 spet neki teči. In potem so se začeli kazati tej Romanovi treningi v letu 2022, ki so mi res začeli prinašati rezultate, no. Potem pa konec leta 2022 sem tekel ta maraton v Valenciji, pa sem ga tekel, mislim, po svoji krivdi, ker so mi na štartu padli vsi geli ven iz hlač, ko sem si sam doma improvizorično napravil te hlače za gele in na štartu so mi vsi zdrsnili ven in potem sem pretekel ta maraton brez gelov in brez vode, tako da je bila prva polovička, mislim, da 1:12 ali pa 1:13, pol druga pa tam nekje 1:21, tako da je bila res pravi zid. Sam sem rekel, da moram priti do cilja, ne, da zdaj sem že tolikokrat odstopil, da zdaj ni šans, da spet. Kakšen prvi maraton, noro, ne, noro. Ja, Bova sam se, prvega ne izvoli. pozabiš, ne. Ja, tako je, tako kot si dejal, ja, veliko te nauči tudi lahko, ja, veliko spominov ti da. Ko sta se z Romanom začela, si rekel, meni 2020, kakšni pa so bili tvoji plani pravzaprav, ali pa vajini plani takrat, ne? To, da boš pretekel maraton v doglednem času, to, da boš desetko naredil, ne vem, 31, kaj so bili v bistvu pravzaprav konkretni plani za sezono 21, ki te je na začetku poslala tudi v Kenijo, no, je bilo to vse del tega plana. Pa v Kenijo sem si želel iti bolj sam, tako da bi enkrat izkusil Kenijo, ne, pač jaz sem si res želel ta camp life, ne, pač tako kot te Kenijci živijo, ne, v tem kampu, tudi šel sem tam, ko imaš eno sobico in tisti kuhalnik in to je to, ne, in to sem tudi doživel. Sicer sem doživel malo kulturnega šoka, prvi teden sem sam gledal karte, kako bi šel domov, ampak pol s časom so se stvari postavile na mesto, spoznal sem kar dosti tekačev kenijskih, ko smo ratali kar dobri kolegi, pa smo še vedno v stiku. In tako da potem je bilo vedno bolj fajn. Na koncu smo še podaljšali to našo kenijsko odpravo še za mislim, da teden ali dva. Smo bili pa takrat skupaj z Nejo in z Lauro dol in je bilo res fajn. Ja, malo se spomnim, ja, tistih časov, takrat da se tudi oni dve sta se takrat javljali od tam, in da smo še neke filmčke snemali, pa neke virtualne izzive smo delali, pa tako naprej. Ja, ti si bilo kar hecno. Koliko časa si v bistvu pravzaprav dol preživel takrat? Mislim, da je bilo ene 3 mesece. Mislim, to si se pa čisto adaptiral že na življenje tam. Bi lahko še ostal, če bi bilo treba. Ja, jaz sem se v Keniji res počutil super, mislim, tako sproščeno, sploh ne se nisem počutil ogroženega. Res je bilo fajn, no. Kako, ajde, daj mi povej, no, daj me navdušiš za tole Kenijo. Jaz sem gledal tisti footage takrat, pa se pravim, pa tisto, kar smo se z Nejo pa Lauro takrat malo pogovarjali, pa res je gledal, a ne, tako, ne bom rekel počitnice, a ne, malo na drug način, ampak čist na drug način, kot so kakšne priprave pri nas. Kako pa izgleda dan v Keniji, recimo, no, daj mi ga opiši, prosim. Ja, ne, zjutraj se zbudiš tam
ob 5, potem ob 6 je zbor teh grup tam kenijskih, ki se začne easy run, ne, sam ta easy run se začne tako, ne, za 5:30 prvi kilometer in ponavadi je to, ta easy run, tam te grupe teče od 12 do 14 in pol tako zadnje 3 kilometre pol tam ritem 3:20, 3:15, 3:10, to progresivno tečejo. A si Potem to sledil, tečeš. ti si sledil lahko tem tekom, pa si Ja, mogel še te... polne zadnje kilometre ne, ker to je polko dol na nižini, ne, 2:55 po mojem. Tistih težkih copatih v Omero je bilo kar težko držati ritem, no. Pol si to tekel, mislim, si otekel trening, si šel domov, pojedel, popil kenijski čaj, malo počitka, jaz sem se trudil narediti še kako obvezno za faks zdraven, sam to je bilo kmalu obsojeno na propad, no. In pol je bil popoldanski tek, ta je bil ponavadi vedno počasen, res počasen, oni grejo za 5:0 do 6:0, res vsi si dajo tiste kapuce na glavo in sam počasi, počasi. Pa, In potem je, mislim, to mi ni jasno, ti mi povej, kako lahko ti ljudje laufajo 2:50, laufajo 5:0 ali pa 6:0, kako se prisilijo, mislim, še tebe si ne predstavljam laufati 6:0, za ja, božjo voljo. tudi sebe si nisem predstavljal, dokler nisem dejansko tam z njimi tako tekel. Ne, ampak ja, popoldne imajo tak ritual, verjetno, pa oni vsi tako počasi tečejo. In potem je pa ta večerja, to je pa vedno, jaz sem hodil skoraj vsak dan v drugi kamp na večerjo, ker meni so to tej Kenijci skozi vabili in to je ful tako, ko vsi skupaj skuhajo ta ugali v eni sobi in potem se tam postavijo, se malo hecaš, pogovarjaš, potem oni radi te fuzbal stave igrajo, online. Saj nimajo denarja, ne, skozi pišejo, yo brother, give me a little amount, a ne, samo zastave pa imajo, ne. Kakšen okus ima ugali, da mi povej, ne znam si predstavljati, je to bolj polenta, žganci, kam, na kaj to Ja, sliči? polenta, ne, sam to je njihova taka specialiteta, ne, da ješ ugali in pol piješ zraven tam mursik, to je ko en kefir in noter vlijejo kri od krave. Oni pravijo, da to kri boosta, da imaš več eritrocitov. Pa si to, ti konzumiral si to? Sem, vse je dobro, je dobro. Ne boš rekel, ne predstavljam si kefirja zmešanega s krvjo, grozno, ampak ti praviš, da je kašen okus, pa ima to hudiča. Pa po kefirju in ko da bi mal zrezek ovil not, da je tista krik. In zanimivo. No, mogoče je to njihova skrivnost. No, v tem pa v Galiju Ja. se še piše, ne piše se v krvi, v mleku. Kaj pa meso, kaj se pa še tam jesi, ne moreš od teh polen preživeti. Ja, meso smo jedli, mislim, jaz sem ga jedel večkrat, oni ga jejo tako enkrat na teden, ponavadi ob nedeljah. Pač zberejo kot cel kamp, vsak nekaj prispeva in pogrejo tam kupiti meso. Sam tam v Itenu tisto meso ni ravno za kupovati, ne, ker meni se zdi, da tisto meso je viselo tam izven hladilnika po cel teden na tistih klinih. Tako da saj tudi ker sem bil v stiku z enim Ircem, ki je tudi trener in to, in je rekel, da odsvetuje, da bi v Itenu kupoval meso, če si ga želim, da ga rajši v Eldoretu kupim. Koliko je razlike od Eldoreta do Itena tam, se sploh to si ne predstavljam. Mislim, da ene 45 minut vožnje. In tam v bistvu je vse podrejeno več ali manj teku, ali kako, tam je ogromno nekih kempov, nekih tujih tekačev, ki trenirajo lokalcev. Ja, zdaj, ko gledam malo to po Instagramu in to, vidim, da je Iten ratov kratko skomercializirana, ne, zdaj je full teh, mislim, se tudi sam sem rekreativc, ampak tej res konkretni rekreativci iz Francije, res taki 100 kil plus tam tečejo, sploh ne pašejo tisti abjence, meni zdi, no. Aha, to je ratal, ko bo čez 10 let poletel v vesolje brez veze, hočeš reči, da zdaj vsak, ki si lahko prvoš letalsko karto, pa en pocen hotel lahko že dol teče, ali kaj. Ja, jaz mislim, da full teh tekačev si želi pač ta Kenya experience in pole si privoščijo in grejo, ne, in ne vem, kako hitro tam tečejo ali pa karkoli, ampak doživijo pa, ne, si doživeti je tisto, nekaj šteje, verjetno. To je zanimivo, mogoče
izkorišča lokalno prebivalstvo ali pa neke turistične organizacije pač to povpraševanje in delajo v tej smeri, da to komercializirajo ali se to samo po sebi dogaja. Ne vem, kako to izgleda. Ja, jaz mislim, da malo komercializirajo evropske organizacije, te tekaške. Mislim, zdaj imensko jih ne znam našteti, sam vem, da so ene dve iz Francije, sem videl, ko imajo tam zdaj svoje kempe in vozijo te turiste. Ampak sej po svoje je tudi to v redu, ne, ker se tek nekako razvija, ne, tudi na ta način. In ljudje vidijo, ne vem, kako se proizvajajo te največji talenti, ne, na svetu. Ti si tam, bom rekel, treniral ne vem, z lokalnimi mladci, ki bi radi nekaj uspeli, bo tudi kakšen, bom rekel, že priznan tekač, dober tekač v teh ekipah, teh družbah, v katerih si ti. Ja, jaz sem takrat se družil in hodil na večerjo k temu, ki bil od Kandi, ki je tekel takrat svetovni rekord v polmaratonu. Sej sva še vedno v stiku, tako si piševa. Bravo, In to so, ki bi to od so res, Kandije, noro. to so res humble ljudje, res, res. Ampak je razlika recimo tam, a ne, ki bi od Kandije je znano ime, on je že nekaj zaslužil s tem tekom, medtem ko, ne vem, cel kup jih je bilo tam, ki bi radi bili tako kot on, je kakšna razlika, ga tudi lokalci drugače jemljejo, ima kakšen status, bom rekel, zvezdnika, no, ali ne vem, kako ne temu rečem. Ma ne, da bi imel status zvezdnika, ne, sam ga pa ostali v kempu občudujejo in pa on malo več prispeva v skupnost kempa, ne, tako, ker ima pač malo več verjetno na računu od ostalih. Pa so bili njegovi, mislim, je on tudi treniral to skupinsko, imel kakšne svoje treninge, kaj je bila kakšna razlika? Ja, on je treniral s to skupino od Giannia De Madone, kateri je bil njegov agent, ne, se zdaj mislim, da ni več njegov agent, da zdaj je šel na ta kitajski brand, kaj je ta X. Takrat je pa treniral z Giannijevo grupo in so imeli pol organizirane treninge, no, tako ko so verjetno po njihovem planu. Ampak jaz se jih nisem udeleževal, no, vsaj teh hitrih, ne, ker to je bilo res brutalno. Ja, no, da mi povej, mislim, ti je zaupal kakšno skrivnost, si rekel, ali ja, šle, tako da ti bom dal zelo en trening, če ga narediš, pol si dober za 1,5, je mentiš. Ja, je rekel, all you need are red blood cells. No, evo, zdaj, to je pa, evo, zdaj, da ima pa neko drugo temo načela. Zdaj vemo, kako se dvijo rdeče krvničke, lahko grem jaz živeti za en mesec na Storžič, pa jih bom dobil 16 več, lahko grem pa k doktorju, pa rečem, da sem anemičen, pa mi da 2 injekcije. Pa hecam se, mi ne bo dal, ker nisem anemičen, ampak kaj pa, evo, ne, Kenija ima še eno, bom rekel, slabšo plat slovenske atletike, vsaj v zadnjih letih, a ne, ogromno Kenijcev so dobili na dopingu. Kaj se je v tem, ko si bil ti tam par let nazaj, že kaj govorilo? Je bilo, mislim, najbrž si tudi pri tem nisi mogel pobegati pred to temo, no, tako rekoč. Ja, tako, zdaj v tistem kampu, ko sem jaz zahajal in tako, ne, zdaj upam, da ne bo to narobe slišalo, ampak zdaj v tistem kampu so našli zdaj, mislim, da 7 atletov pozitivnih na doping. Sam takrat, ko sem se družil z njimi, sploh nisem imel občutka, da bi se kdorkoli izmed njih dopingiral ali karkoli. Se pa šušljalo tako po etenu za določene atlete, da te so ziher na dopingu in za določene se je šušljalo, da ta sigurno ni na dopingu, no. Moram reči, da sem se kar integriral med te domačine, a ne te Kenice in pol so mi povedali tudi kakšno zadevo, tako več. Mogoče, zdaj ne vem, vsako stvar je treba imeti z rezervo, a ne, ampak če se nekaj govori, verjetno tudi nekaj je na tema, ne. Recimo, kaj so ti, s katerimi si govoril, najbrž nobeden je rekel, jaz pa jemljem doping, je rekel, Ne, ne, ne. Ja, tako. Tako, mislim, da bi tebi kdo ponujal doping, se s tabo kdo pogovarjal o tem, to pa najbrž ni prišlo lih do tega, ne, ali kako? Ne, ponujal dopinga ni nihče, a ne. Pogovarjali pa smo se, ne, to pa. Sam ne zdaj, kam bomo šli po doping, ne, ampak kdo je potencialen, ko bi bil na dopingu, ne. Zanimivo mi je bilo to, ko so pravili, da ta Ronek s Kipruto, da on je vsako nedeljo, da je pijan, a ne, in dan ponedeljek cepa, kot da ni nič, a ne. Samo to nima pač nobene povezave z dopingom, se hočem pa navezati na to, da v Keniji res ob nedeljah se da vino na mizo in se pije, ne. Pa tudi, če si atlet Tudi če svetovnega si, formata. Ja. tudi če si atlet, ko tečeš pod 1 uro polmaraton.
Mislim, še male skrivnosti kenijskih atletov, ki jih ni v teh knjigah, ki jih prebiramo, a ne, kaj je kenijska skrivnost, ja, pa visoka nadmorska višina, pa ozki gležnji, pa ne vem kaj vse, pa liter vina vsako nedeljo pri južni. Evo, vidiš, mogoče tudi to recept, ali ne, pa doping, recimo, da ne, no. Dobiti doping v taki, v rekel, skupnosti, danes kjerkoli dobiti doping, najbrž. Zdaj te bom provokativno vprašal. Ne? Jaz nisem šel googlati, ampak če bi šel, ne vem, eritropoetin googlati, niti ne na Darknet, kar tako, a ne bi najbrž dobil cel kup linkov. A ne? Je to, po tvojem mnenju, a ne, dostopnejše, kot je bilo? Je lažje dobiti danes doping? Se ti zdi, da bi ga lahko dobil, če bi ga hotel, a ne, pa bi... Sej, Ja, ja. vsako stvar danes se lahko dobi, ne, če se hoče. Ne. Zdaj, v Keniji so pravili, da do dopinga je lažje priti kot do tekaških copatov, a ne. Tako da po mojem to zdaj odgovor na vprašanje. To si povedal vse Ja. s tem, ja, kje pa Kenijci dobivajo tekaške copate, da tako reč, no. Ja, tisti, ko nekaj odtečejo, verjetno od sponzorja, ne, oziroma od menedžerja. Zdaj tisti, ko so še v procesu, da pridejo na nek nivo, pa kar jim podarijo tej belci, ko pridejo dol na priprave, pa kakšni drugi atleti, ko jim podarijo, ne, sej. Ko jih vidiš, v čem tečejo, so me kar ahilove začele boleti. Si ti podaril kakšen star par svojih copat, recimo, ki jih ni bil več zate uporaben? Ja, sem in se moram pohvaliti, da jih je nosil potem atlet, kateri je bil drugi na Napoli half maratonu leta 23, se mi zdi, ampak nažalost so ga letos dobili. Tja, še dobro, da si nisi podpisal na tiste copate. Ja, 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 vidiš, evo, zdaj niso bili copati. Copati so pomagali, ja, pa še mogoče kakšen doping. Ja, težke teme so zašla, ampak no, kaj pa, okej, najbrž ti razumeš, no, bom še to te vprašal, ne, mogoče tvoj pogled od zunaj, ne, pa moj pogled od zunaj, ne, midva živiva v Sloveniji, ki je vrhunska za živeti, kvaliteta življenja in če delaš, je dobra, imaš se zmeraj čas umakniti v naravo, proč od ljudi, kvaliteta zraka, hrane, vode je neverjetna, ni preveč ljudi, ni kriminala, ni da ni, ne, imaš možnosti, če dlje greš delati, greš v šolo, imaš možnosti. Kaj pa Kenijci tam dol? Kakšne so pa sploh njihove možnosti, teh ljudi, s katerimi si ti preživel kar nekaj mesecev skupaj, a ne, zdaj oni so kaj, kmeti ali pa tekači, ostalo pa... ja, kmetje, tekači ali pa delajo pač v policiji ali pa v vojski, ko to imajo prav kvalifikacije. V Itenu je tek na 800 metrov po enem nogometnem fildu in pol iz vsake grupe se dva vrstista naprej in potem je še pač finalna runda, ne, in vsi tisti, ki so bili prvi, drugi vsake grupe tekmujejo in mislim, da prvih 10 dobi mesto v policiji oziroma v vojski, ne, in potem imaš še možnosti delati v gradbeništvu sam, ko sem se z enim pogovarjal, mislim, ta je bil sicer starejši, ni bil atlet, je pravil, da zasluži približno $3 na dan, da dela 10 ur v gradbeništvu. Greš odlaufati v Ljubljano, si 10, dobiš 500 evrov, pa ti ni treba cel let delati v gradbeništvu. Skoraj dano, karikiram, Ja. ampak ja. Mislim, potem razumeš, recimo, ti lažje, ker si bil v tem okolju, a ne, mi to od zunaj gledamo, pa se lahko zgražamo, in sploh nad ljudmi, ki tečejo, pa vzamejo doping, da bi bili hitrejši, ampak ti si bil pa tam, je lažje potem razumeti vzgibe teh ljudi, da posežejo tudi po nedovoljnih sredstvih. Ja, absolutno je lažje pač razumeti, a ne, jaz pa sploh nobenega ne obsojam, pač vsak se lahko odloči po svoje. Zdaj, če se en odloči, da bo vzel doping, se odločil na svojo pest, a ne, in že ima svoje razloge, da se je za to odločil, a ne. Tako da se je človek še vedno tako kot vsi ostali in jaz nimam nobenih predsodkov do nikogar, no. Ali je bel, ali je črn, ali je Kenijec, ali je Američan. Tako, saj si lepo to povedal. Ko si bil v Keniji, si treniral po planu Romana Kejžarja, ali kako? Ja, po planu od Romana, sicer malo sva ga prilagajala glede na situacijo tam in to, ampak večinoma po njegovem planu. Ampak praviš, da je bil na tisti višini morda to prehud trening, ali kako? Ne, problem je bil, ker jaz sem v določenih trenutkih nisem ravno držal plana,
To sem hotel Ja, slišati, ja. to. Romanov plan je bil sigurno korekten, ne. Ampak, ja, kadar greš z eno grupo, jaz sem hodil ponavadi na teke s to grupo, kjer so bili Wanders in Sondre Moen Mhm. in pol valjda, ker ti je kul biti tam zraven njih dveh, to te kar podžge, to sploh nimaš feelinga, da tečeš prehitro. In to se akumulira, ne, dan na dan in Se pravi, ko si prišel iz hribov dol, si imel sicer gosto kri, ampak utrujen si pa bil kot 100 hudirjev. ja, sem imel osebni rekord 16 feretina. No, koliko si ga imel, pa, a si se pomeril, preden si šel od gor, koliko si ga imel Ne, prej? ne, nisem, Ne veš. nisem. Ne. A pa koliko ga imaš zdaj, recimo, ne vem, koliko ga imaš običajno, si kdaj potem to primerjal? Ja, enkrat, mislim, se jaz niti ne delam teh kontrol tako pogosto, ker niti nimam časa, pa itak zdaj treniram nek plan, tako ko vem, da mi ustreza in mislim, da zdaj imam v redu kri. Ampak pol enkrat sem kontroliral, mislim, da sem ga imel tam neki čez 100. Spet dost nizko za moškega, ampak se dobro počutim s temi številkami. Dokler funkcionira. Ješ vse, nisi še vegetarijanec ali pa kaj takega. Vse jem, najraješ pa meso. Mamen, to je to, to je to, to je to, zagrizmo zrezek, da bomo zdravi, pozdravljamo se, vegetarijanci tam zunaj, tudi fižol imam brat in zelje, tako, pa ne bo nič več od tega. Rekel si, cel sezono si, potem si se vrnil, ne, in takrat bi najbrž si imel v planu kakšne dirke, kjer boš pač pokazal, zdaj se to pripravljenost, ampak praviš, da nisi šlo skozi. Ja, pol sem imel, mislim, da sem šel na polmaraton v Verono, to je bil isto polom, ne vem, koliko sem rekel, 1,15, 1,16. Res, potem je šla ta krivulja sam na dol, poleti jaz pa na splošno slabo funkcioniram, jaz poleti, mene vročina ubija, se zato tudi te tekme na stezi, to niti ena se mi ne poklopi. Um, Potem pa, ko pride zima in mraz, jaz se prav prebudim, kadar je ta november, december, januar, februar, to so meseci zame. Zdaj mi je vse jasno, zakaj Valencija, ne pa Berlin, recimo, ali pa Ja, London, ali pa kaj takega. Ja, ja. Poleti imam tudi res težave večje z ahilovimi tetivami in res poleti moram priznati, da kar trpim s temi bolečinami. Mogoče je več vnetja poleti, ne vem, nimam pojma. Zanimivo, Sicer, se ja. ti pojavlja, te težave si imel že ves čas, zdaj so se ti začele pojavljati. Pa enkrat takrat leta 2019, mislim, da so se mi kar hitro, no, kar potem, kar sem začel teči. Mogoče tudi zato, ker sem mal pretežek, tekač, pa, ali pa copati, ne vem, nisem našel nikoli vzroka. Ampak zdaj sem našel nek način, kako to omilim, tako da si režem zadnji del copati in to deluje. In če nekaj funkcionira, Bravo. zakaj ne? Kaj izrežeš, recimo v petnik ali kje, da te ne drgne, ali Ne, tisti zgornji del pete, tako da je enako ravno približno, kot pride pri strani, ne pri gležnju. in to Da ti je ista ustreza linija. bolj kot pa, aha, razumem. Ja, ja. Ja, še nekaj si povedal za vse, ki imamo kakšno težavo z ahilovimi tetivami. Kakšne druge terapije si delal s tem, se kaj ukvarjaš s kakšnimi vajami, z masažami, z ne vem čim, trakovi? Ja, tako enkrat na 2 meseca grem kdaj na laser, tam v Novi Gorici. Pa to mi zadostuje, no. Potem pa valčkam vsak dan, sej same masaže niti ne rabim toliko. Mislim, da je to valčkanje Mhm. dovolj, dovolj. Pa je moteče, recimo, te ahilke so res zoprna stvar. No. Ko si v nekem polnem treningu, pa se to začne pojavljati, ti moče zbije kaj tisto samozavest, pa ravno dober si, pa ahilka pride. A lahko to bolečino zanemariš, pa delaš brez motilcev. Na samozavest ne vpliva, ne. Zdaj, ponavadi, ko treniram, boli na začetku, ko začnem ogrevati, in potem prvi interval, in potem ponavadi neha boleta, ne. Oziroma ne čutim, je ostala bolečina tako močnejša, verjetno. To, Kom, to, to. kompenziramo, ne. To je dobro, to je dobro. To je to. Včasih so rekli, če te boli zob, vzemi kladivo, pa se udar po prstu, pa te zob ne bo več bolel, ker možgani lahko procesirajo samo eno bolečino naenkrat. Vidiš, ti si najdu rešitev za kladivo. Ja, se pa, Močno je. se pa, se pa čuti, ne, da je sam gležen manj mobilen, ko je prisotna pač v poletnih mesecih, ne, ko je pač večja bolečina v ahilovi.
kot sicer. Vidiš, ja, še nekaj za razmisliti, da jaz sem imel tudi pred leti malo težav za hilo tetijo, pa potem je ostala zadebeljena, bolečine so šle, je res, da sem manj začel teči, mogoče je to rešitev, ampak ja, mislim, da, ne vem, vse se pogovarjaš s tekači, kaj se ti zdi, da je, ne vem, ahilka, koleno, kaj so najpogostejše težave, bom rekel, malo resnejših tekačev, pa tako rečeva, ne, tam zunaj, Ja, kar se jaz pogovarjam v tem mojem krogu, mislim, da hilove. hilova Ja, peta. Ja. ja. Hinaš naša hilova, tetiva je hilova peta, tekačev, ampak temu se ne da izogniti. A se temu da sploh Bog pomaga izogniti, ali so pač to take obremenitve, da slej, ko prej do tega pride? Ja, verjetno je skupek vsega ne se nalaga, potem še neprava regeneracija, ne. Ampak dobro, saj tudi te profesionalci, ko imajo možnost, da grejo po treningu počivati in to, imajo težave z hilovimi. Tako da to je verjetno uganka, ne. Mislim, ne moreš, ja, če hodiš malo skozi po robu svojih zmogljivosti, pač ja. Veš, ta je tudi čez, prej si rekel, kaj, 170 km pod Romanom, ne vem, si treniral, kaj, dvakrat na dan, kako je to izgledalo? Ja, pri Romanu sem treniral dvakrat na dan, ampak pri njemu nisem nikoli delal take visoke kilometrine. Pri Romanu mislim, da je bilo tam okoli 130, 140. Zdaj pa, ko treniram spet sam, pa sem našel tam, da nekje med 85 in 95, da je ta kilometrina, katera mi ustreza in za pol maraton in desetko je čisto ok. Za maraton rabaš pa dodati še, kaj, še enih Ja, 30 gor. za 40. maraton bi bilo potrebno ja, dodati še malo, ker zdaj v Valenciji so me res krči ubili, tako da se nisem mogel niti. Sicer počutil sem se vrhunsko, sploh tiste 3,25 po kilometru mi je bilo res fajn, udobno in potem taki krči to, česa takega res še nisem doživel. Ampak ja, vsaka stvar je nova izkušnja in gremo naprej, ta maraton, da ga premagamo ne, v nekem zglednem času. Mislim, odstopi so sestavni del atletike, športa, teka na tvojem nivoju. A boš rekel, da je ta trditev drži. Pač, ja. Ja, mislim, da ja, ne, ampak ne smejo ti pa prist v krija, ne, kadar enkrat začneš odstop, ne, pol vedno, ko je malo težko, ne, sam ugasneš uro in gotovo, ne. In tega pa Male ne pa treba, želiš, seveda. ja, Tega pa ne tako, želiš. tako, male treba tudi pogarati nič čez sebe, ne, se zato pa treniramo, ne, in obujemo tekaške copate, tudi ko imaš 8 ur dela v nogah. Tako ja, pač to sem zadnjič že govoril, s kom sem že govoril. Sem rekel, a ste, smo tekači malo drugačni ljudje kot običajni ljudje. Ti poznaš veliko ljudi, ki niso tekači, moraš za tekača biti mal pa moraš biti poseben, ali kaj. Hm? Ja, zagotovo ne, da greš laufat v dež, mraz, veter, sneg, sonce, vse. Ja, moraš biti posebne sorte vsekanca, ne, ampak zaradi tega imamo, mislim, zdaj te vprašam tako splošno vprašanje, a ne, ki včasih na kakšnem intervjuju, kakšni tekaški reviji na koncu pride, kaj ti je dal tek? Ampak ja, zdaj imaš, ti star si, bože mili, komaj da, ne vem, 27 let, a ne, pa imaš že toliko stvari za sabo, pa če se malo zreš na zadnjih 15 let, kaj ti je dal tek, recimo, a ne, tvojemu življenju, ajde. Ja, največ, kar mi je doprinesel, je sigurno neka vztrajnost in nepopustljivost, a ne, kot tudi v delu, a ne, kadar se nekaj zavleče, ne, si rečeš, tam tečem tisti maraton, bom pa tudi tle ne zgaral zdaj še 2, 3 urce, ne, sej se vse se kompenzira, ne, če bom tle zdaj 2, 3 ure, bom tudi tam pol še 2, 3 kilometre, ne. Tako da vedno moraš najti nek balans, ne. Bravo, ne stamina, ja, ne, Ja. mislim, včasih moraš malo pregristi in to je, ja, tek pa maraton. Mogoče v drugih športih, a ne, tega ni toliko, no, kot po teku, a ne, v teku je. Ja, v fuzbalu se lahko malo pošlepaš na ekipo, če imaš slab dan, ne, zdaj v teku, če imaš slab dan, ura pokaže, da si imel slab dan. In ni tle Ni, izgovorov, ne. ni milosti, bravo, Ja. ni milosti. Ja, in sam sebe si odvisen, je zaradi tega mogoče, če primerjaš fuzbol pa tek pri tebi, a ne, ker si sam sebi odgovoren, sam sebe si odvisen, moče za tebe pač tebi ljubši šport, kot pa tam, ki je ekipni, ker je v bistvu sicer odgovornost porazdeljena, sicer ekipni uspeh šteje, da so vsi dobri, ampak vseeno, tle si ti pred špeglom, samo ti in nihče drug in samo ti si kriv in nihče drug. Ja, absolutno meni so bolj všeč te individualni športi kot pa ekipni, ko lahko pač toliko, ko si pripravljen tisti dan, toliko daš in veš sam pri sebi, kje si naredil napako, kaj bi lahko še več dal, a ne. Tam pa lahko vedno iščeš izgovore, ne, ta je bil slab, ne. Tle pa
sam pri sebi, ne narediš samo refleksijo in potegneš črto in vidiš, zakaj slab dan, zakaj dober dan. Moraš biti pošten, ja. Na koncu ne moreš se skrivati za drugimi. To je res, to je res. No. To je res. Vrnemo se tvojemu, doslej edinemu maratonu, ja, Valencia 2022, takrat si treniral, kaj? V bistvu je bil res cilj 2 uri 27. Ja, tam nekje je bil cilj, ja. In z Romanom sta takrat imela poseben plan. Valencia 2022, raztrgamo 2 uri pa pol. Ja, to sva se dejansko odločila nekje oktobra in potem smo naredili ja, nek plan, kolikor je ostalo še časa do Valencije, ker sva bila prepričana, da tam nekje okoli 2:27 to bi moglo iti. No. In zato sem tudi štartal, ampak kot sem že prej omenil, ne, pač brez gelov in vode se pač maratona ne da odteči. Ampak ti si že na štartu vse ti izgubil, mislim, kakšen občutek si pa imel, ko je počela tista pištola, si rekel, vse bo šlo k hudiču, a si rekel, gremo tja, pa umrimo častno. Ne, ko je počela pištola, se še nisem zavedal, ampak pol, ko je bil, neko strategijo sem naredil, da bom tam na 8. vzel prvi gel, jaz iščem tam od zadaj in ne najdem gela, ne najdem nič, pol sem se zavedal, da sem jih izgubil. Sicer je organizator v Valenciji da neke gele tam v progi, ampak jaz imam težave malo s temi geli, ko mi ustrezajo samo eni in to so te OTE, ostali mi povzročajo bodec, no in pol sem rekel, rajš straglam na tak način, ko pa z bodcem do cilja. Po se pa Ampak- še spomnim tam v enem 40. kilometru, ko je tekel ta odcepek še mimo mene, po me malo Pol minute spodbuja, sta ajde, bila ajde. razlike, ja, pol Ja, minute sta ja, bila ja. razlike, joj. A te je prepoznal, ti je rekel, kaj je rekel, gremo drž ali jaš, gremo skupaj. Ne, meni se zdi, da ko je tekel mimo, se je pol ozrl, ko po mojem me je tako bežno prepoznal in pole sva si rekla, ajde, druzmo, ajde. Sam tam v tistih kilometrih je v Valenciji tako noro vzdušje, da tudi če si mrtev, letiš proti cilju. Mislim, tistih zadnjih 800 metrov po tisti plavi preprogi, Ja, to vsakmu, mislim, priporočam, tisto moraš doživeti. Mislim, ne vem, tako hitro kot tam, marsikdo ne teče na celi dirki, res je, da lepo teče. Ti si šel, še vsem si šel po planu do polovička. Kakšen je bil plan? 1:12:30, 1:13, kakšen je bil plan? ja, tam nekje je 1:13, mislim, da je za 1:13:30, mislim, da je za 2:27. In Ja, ti mal bolj hitro kot plan, ker smo imeli eno fajn grupo, res je bila fajn. In ja, sem šel po planu, ja. In kdaj je Ampak začel ta zid pokati, kdaj je začel se podirati pol? tam 24 km. Oh, to je še neskončno dolgo, pol, ne, neskončno Ja, dolgo. Tempo, se pravi, prej si imel tempo, dejva, 3, 3:27, 27, ja. 28, 3:28, ja, tam nekje. Po pa je šlo sam dol. Po v nekem trenutku vem, da je bilo tudi tam nekje 4:05, mislim, da je bil najslabši kilometer. Ampak si rekel, to tle nimamo kaj, zdaj narediti maraton, Ja, se gre do konca. ja, tako. Se mislim, da je Jakob Medved je odtekel svoj prvi maraton, pa je tudi zelo dobro začel, pa je na koncu izvlekel 2:23, kar je izrezen rezultat, ampak vseeno, a ne, tudi njega je potem Face pobralo. Kdo je bil še takrat poleg Ocepka, jaz se ne spomnim, kdo je bil še takrat, ali pa ne, Kršinar, tudi takrat v Valenciji? Ja, ne, ja, mislim, da je bila, ampak mislim, da tisto leto je odstopila, se mi zdi. Stopla. Ja, 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 tako. Mislim, ti si potem, ja, ok, si bil razočaran, kaj si z Romanom slišala, kaj si mu povedal, no, on je itak siguren spremljal to, pa je rekel, kaj ja. se dogaja, za božjo voljo. Ah, ne, razočaran nisem bil, kaj, sej to je samo še ena izkušnja več. Jaz nisem nekako razočaran nad nobenim rezultatom teku, male grenk pri okus, nema, neke razočaranosti ni, ne. Jaz sem vesel sam, da lahko tečem brez poškodb in, mislim, brez poškodb, kolikor tolka, ne, tako. In, da lahko tečem vsak dan, no, to je meni največji cilj. Zdaj, rezultati pa so samo še v na češnju na torti, ne. Mislim, pa vendarle, a ne, zelo hitro si se znašel med hitrimi fanti, se ne vem, jaz ne poznam tega občutka, ker nikoli nisem bil tako dober, ampak če si enkrat, ne vem, 32 desetkar, pa ne vem, 1:10 polovičkar, to te pol tudi že majčkeno gledajo drugače, tudi tvoja konkurenca, tudi ti imaš drugačen občutek, tudi ti više segaš, tudi ti, če greš 1:15, vendarle ti ni vseeno, no, tako, a ne. Ja, niti vseeno, zato ker veš, kaj si vložil v trening, a ne? Ampak po drugi strani se 1:15 ni tako slab rezultat, ne, konec koncev. To je top shit rezultat, to je Ja, top, ja. pomagi. Če bi te vprašal, kam, to sem isto zanj Rizmalo vprašal, ne?
kam se uvrščaš v Sloveniji, recimo med desetkarji ali pa med polmaratonci? Koliko jih je, kateri fantje so pred tabo, recimo, boljši od tebe ta trenutek meniš, a ne? Znaš to oceniti? Pa najboljšo oceno to bo podala tekma, ne, jaz to ne bom tu neč nobenega rangiral, a ne. Tako da na tekmi bo ura pokazala in potem rezultati, kdo je prvi, kdo je drugi, kdo je tretji in tako naprej. Ampak vse te bo še malo izzival. Daj mi povej, da štej mi recimo pet, po rekel, tekačev ta trenutek v Sloveniji, ki jih ceniš, ki so res, ki so dobri, ki jih smatraš za, tako, ajde, to so ta pravi. Ja, absolutno najbolj cenim te moje kolege, ne. Ko so Domen Hafner, Neja Kršinar, Tobi Gavršček, Klemen Knes in Klemen Magaj, ne, evo, pet jih je. Pa To, sej ni nujno, da so najboljši po rezultatih, ne. Mi se najbolj štekamo, ne, tako smo res dobra klapa. ti si šel kdaj na kakšna testiranja športna, te tekaška, na moče na fakulteto za šport, da bi te mal preskenirali, pa ti povedali, ne vem, katera je tvoja disciplina, kaj imaš, kakšen potencial imaš, kje, kaj, kako, VO2 max, pa hematokriti, pa vse te stvari. Ja, takrat, ko sem bil pri Romanu, sem dobil možnost, da sem šel tja k doktor Miliču. Mhm. In ravno doktor je omenil, a ne, da kajak in tek lahko gresta z roko v roki, zato ker kot mlad si razvijaš pač pljuča z veslanjem, a ne, in da so delali eno študijo v Londonu, da te, ko so veslali mirne vode, da so bili pol tudi dobri tekači. Se jaz tudi poznam enega kajakaša z Italije, ko je bil kajakaš in zdaj teče, mislim, da 2:24 maraton. Evo, mislim, se pravi, tvoj cilj je, da ga pač premagaš, jasno. Ja. Ja, ja, enkrat, absolutno. Mislim, si postavil, recimo, kakšne srednjeročne cilje, a ne? Poleg tega, da pač to Valencijo zajahaš, krutiš in odlaufaš, tako kot se zagre. Ampak kaj bi bil, recimo, tvoj cilj, no, zdaj boš star, ne vem, da si 27, 28, ne vem, do 30, 32 leta, morda narediti, kaj bi rad naredil? Si držiš o tem govoriti v teku, kaj bi rad naredil po maratonu, maratonu? Ja, najbolj si želim, da bi lahko pač tako še vedno še tako naprej usklajeval službo in trening. Pol itak v nekem trenutku, ko bo družina in tako, bo treba pač ta tek mal poriniti na stranski tir, ampak zdaj še nismo tam. Tako da zdaj, če se navežem na to, da živim življenje kot zdaj, mi bi bil tako cilj res, kot sem že prej omenil, 1,8 nizkih ali pa 1,7 visokih polmaraton in tam 31 nizkih 10 kilometrov. To Ali pa mislim, da 30 visokih. ja, zato je treba, mislim, tudi tam, pol tiste sekunde na kilometr se pa že kar poznajo, ne, tam Na, od 3,7 do 3,5, 3,4. to mi povej, ker ljudem pa res ni jasno, a ne? Dokler natečeš, ne vem, desetke pod 50, pa rečeš, da bom šel pa 45, naslednjič pa rečeš samo 49, pa ugotoviš, da je že to težko, a ne, iz 5,0 iti na 4,50, a ne. Zdaj jim pa ti povej, gledaš ten rezultat, pa rečeš, šel je 21, 31, 43, a ne, to kaj ni šel pod 30, a ne, in to, ampak to rečeš, to je 43 sekund, to je deljeno z 10, to je skoraj 5 sekund na kilometr, a ne. A? To je, Ja, to je kakšna ful, razlika ne. je 30 na tem 3,5, a ne, joj. Ja, to je res velika razlika, ne, to moraš, če greš provat na stadion, bo začutil, ne, tako se bo to spraševal. Pejte probati odlaufati. Ja, sam tempo. Jaz sem enkrat, sem še bil kdaj na kakšnem škranskem stadionu, pa videl kakšnega, ki obrača okroge, pa sem enkrat sledil enega poba tam od spred, pa on je tako lahkotno laufal, pa jaz pogledam na uro, pa je kazali 3,20, a ne, jaz sem po 100 metrih mogel dol odviti, ker sem skoraj bruhal, on je pa to še počel pol nekaj časa in ja, vidiš, kaj je to. Najtežji trening mi povej, evo, ki ga zdaj počneš, ja, ki ga moče res ne maraš, ampak je res dober, pa je res zahteven, ajde, to mi povej. Ja, najtežji trening, ko ga ne maram in je zahteven, bi jaz rekel, da so 400-metrski intervali v klancu. Zdaj pa povej, kaj še, 20 krat 400 klanc, kaj še, Ne, ne 10-krat do 12-krat. ampak kakšen je to nagib, kakšen je to naklon, kakšno hitrostjo to odlaufaš, no, ne vem. Kakšen je točno naklon, ti ne znam povedati, ampak jaz to treniram tam v Šempetru pri Gorici, ko imamo en hrib in delam gor do vrha hriba in znese približno tam 10 ponovitev. In tempo je tam 3,45, ampak
Ne vem zdaj, če je realen tempo, zaradi tega, ker je pač v gozdu to in potem mogoče drevesa malo motijo. Vem, sem počenjal to, ker sem bil malo mlajši in sem zmeraj ja, tudi že naprej imel kurjo pot. Ampak boš rekel, je to 2 od 2 max, ti gre pa skozi streho, če to delaš. Ja, jaz mislim, da kar sem do zdaj se naučil iz svojih treningov in kaj mi največ da, sem gotovil, da če naredim 2 tedna pred tekmo, ne vem, 10 km ali pa pol maratonom, fartlek, tako 3 minute hitro, 2 minuti počasi, 2 minuti hitro, 2 minuti počasi, 1 minuta hitro, 2 minuti počasi, tako 10 km. To ponovaj naredim, da imam na koncu ritem 3:17, 3:18, tako da res delam hitro, pač tudi počasne, da to je trening, ki me da najbolj v formo, ne. Fartlek torej. Ja, ja, zdaj hiter fartlek mislim, da je ena stvar, ki pri meni najbolj deluje in me da v formo za tekmo. Jaz ti to vse memoriram. To jaz vse memoriram, kaj bo enkrat se bom vrnil za eno dobro sezono in bom rekel, Makovec mi je dal te modrosti. Kdaj sta se razšla potem z Romanom, kdaj si šel spet na svoje? V bistvu po Ljubljanskem maratonu leta 23. Ker pač jaz sem takrat delal še v bolnici v Šempetru in tam so bili pa res urniki taki, ko je bilo pač, se ni dalo nič usklajevati, no. Nočne in pol iz nočne na trening, to je bilo noro, to je bilo streljanje v koleno. In pol sem rekel Romanu, da to je brez veze, da bom prav sam, ker pol si lažje usklajujem glede na delovnik, treninge in potem sva se pač razšla sporazumno. In to je to. Ampak sezona 23 je bila vseeno, bilo to najboljša sezona za tebe doslej? Ja, zdaj takrat sem tekel 1:9:20, mislim, da polmaraton v Rimu. In pol sem tekel tam v Ljubljani 1:11, sem tam me je tak bodec tam pri živalskem vrtu, da je bil oni zadnji del 5 km, je bil sam iztek do cilja. Ne vem, v Ljubljani res tam isto, že 2 leti zapored me na polmaratonu bodec, jaz ne vem, kaj je to, mogoče tudi psihološko, ker vedno na isti točki lahko, da v glavi nisem pripravljen na tisto in potem me tam stisne. Tako da tudi tam bom enkrat odlaufal, tudi dober polmaraton, sigurno. Sploh pa zdaj, ko tako lepo skrbijo za slovenske tekače, to je res pohvale vredno, no. Lepo, da si to omenil. Ja, končno Ja, se je to spremenilo na bolje, ja, aplaudiram tudi jaz. Zdaj, Valencija pa Ljubljana, polovička, tudi tam si že bil, a ne? Si bil že na polovički v Valenciji? ja, takrat smo šli leta 2019, jaz pa oba Klemna in to je bila res ena fajn izkušnja. Mislim, da sem tam tekel 1:11:55 ali nekaj takega, no. Ali 1:12:0, ne vem, saj ni važno, saj vseeno. V glavnem, tam je bil nek preboj, no, in tam sem res dobil zagon za trening. Mislim, lani je padel svetovni rekord spet na tej progi v Valenciji, tako da nekaj je, ti si jo doživel, je hitra, očitno. Ja, samo takrat je bila malo drugačna, mislim, da ko je Mhm. zdaj. Zdaj so jo spet malo spremenili, da zdaj je še bolj hitra, ampak Valencija ima sigurno najboljše pogoje za hiter tek v Evropi. In za polmaraton, maraton, desetko, konc koncev, ti Ja, rekordi padajo. Še Kelvin Kiptum je tam naredil takrat tisti preboj. Če gledamo malo na globalno sceno, spremljaš ti atletiko, rekorde, kenice, kenike, nore rezultate na vseh razdaljah. ja, malo spremljam to, kar vidim po Instagramu, drugače zdaj, da bi same tekme prav gledal, to ne, ker niti nimam časa, ampak ja, pogledam rezultate tako, ali pa od ljudi, ko jih poznam, malo pogledam, pa jim napišem potem kaj, pa tako. Kakšen od teh, s katerimi si se dobro poznaš, poleg prej omenjenega, je recimo napredoval, zdaj v teh 2 letih pa se je prebil na kakšno svetovno sceno? Ma v bistvu ne edino tisti, ko je bil drugi v Napoliju na polovički, ampak ja. Adijo, še čevlje Ja. počel nazaj. Ja, tvoji, mislim, preden pač greva nazaj še na tek, kaj mi še všeč, recimo pri tebi, kakšen zanimiv komentar na socialnih omrežjih, recimo lansko leto sem enega opazil, ne? Zakaj pa ga moram omeniti, ker sem imel eno oddajo tur na to temo, in sicer na olimpijski maraton pa rekreativce in ti si priobčil eno tako zanimivo misel, kaj bo leta 28 v Los Angelesu, mi bilo zelo simpatično, ali bodo rekreativci lahko tudi prebivali v olimpijski vasi, a ne? Daj mi povej, daj mi mal več povej. Se ti zdi, da je bilo to, kar je bilo v Parizu letos za pač tistih 20 000 rekreativcev po noči,
dejansko ena taka, ne vem, kaj rečem, perverzija ali pa kar neki, pa bi rajš tisti napisal tam, zakaj tistih sredstev raje ne dajo, pa pošljajo še njih 100 ta pravih maratoncev na olimpijski maraton. Um, ja, jaz sem najprej mislil, da bojo rekreativci štartali tako ene 10 minut za elito, zato sem to napisal, ker se mi je zdelo nespoštljivo do nekoga, ko doseže normo in gre tam na tekmo, na olimpijske igre tekmovati, da vse od sebe in potem lahko doživi zid ali pa kakšna poškodba, potem štamfa in potem bi pet rekreativcev, ko so res dobro pripravljeni, bi prehiteli Kipčogija in potem bi po Instagramu bili posti na olimpijskih igrah, sem prehitel Kipčogija, a on sploh se ni uvrstil, on se pa sploh ne bi uvrstil po normi ali pa po kakršnem drugem merilu na olimpijske igre, zato sem bil tam mal piker, ampak ja, vidi se, da je denar sveta vladar in zdaj vse gre v tej smeri. Sem zasledil tudi, da zdaj po štartu Evropskega prvenstva v Belgiji, da bo spustili tudi rekreativce od zadaj. Tako, da je maraton 10, 21, res, res. Tako, tako. Res je, in potem na svetovnem prvenstvu naslednje leto v Kebenhavnu isto, zdaj je svetovna atletika dobila nek zagon, da mora tako popularizirati visoko atletiko, da jo priključijo da priključijo še rekreativce zraven. No, zdaj, kakšno je tvoje mnenje? A se to razvodeni vse skupaj kot atletika ali kako? Saj, če oni spustijo rekreativce tako zvečer ali pa drugi dan ali pa kakorkoli, to se mi ne zdi sporno. Meni se zdi bolj sporno in pač nespoštljivo do atleta, kateri je dosegel normo, da bi ga nekdo izmed teh nekako prehitel in potem, kot sem omenil, a ne, da bi neki delal ta človek, kateri bi prehitel profesionalca, neko samo promocijo na socialnih omrežjih, a ne, ker tega je čist preveč, sploh pa v Sloveniji. Se ti zdi, ja, mislim, ti ne objavljaš toliko veliko, kot bi lahko, se ti zdi, da ljudje preveč objavljajo, pa preveč objavljajo napačnih stvari, no tako. Ne, sam mislim, da se nekateri ljudje po določenih socialnih omrežjih previsoko samo rangirajo in ne vem, treba se pogledati v ogledalo, kot sva prej rekla, ne, in se zavedati, kaj je danes, če tečeš ti 2:13 maraton, nisi nič ne v svetovnem merilu, ne. Zdaj, kaj bo pa eden tam, ko teče 1:9 pač, ali pa 1:10 ali pa 1:11, mislim, to je to v eni Franciji, če tečeš, nisi niti v 10, a ne. Ja, če na Japonskem tečeš, te v bistvu moraš narediti harakiri, kaj že jih si prerezati vam, ker si to za nič, da sploh si se uspel pokazati, upal pokazati, no tako nekako, ne. Ampak, ja, no, sem v Sloveniji pa si z 1:9, bom rekel, ne vem, top, kaj, 5, top ta trenutek, ne, a ne, si. Ja, sej si, ne, sej ni slab rezultat, ne, sej ne rečem, ampak treba se še vseeno zazreti sam vase in si reči, tukaj sem in to je moja realnost, ne. Pošteno, pošteno. Se pravi, tebe motivira še vedno, motivira te napredek, motivira te to, si rekel, užitek v gibanju, to, da si tam zunaj, da letiš, da si hiter, da zmoreš, to te poganja v bistvu, ne pa olimpijska norma, ki je itak nedosegljiva, recimo. Ja, seveda, najbolj me poganja ta self-improvement, a ne, in zdaj neko normo za olimpijske igre, mislim, da to je nedosegljivo, ne, ki je 2:06:30, to je kar zalogaj, ne, mislim, že za kakšne Kenice, ne. Vse, če potegnejo črto pod slovensko atletiko, moče bi bil že čas, no, da moče vsaj državne rekorde, tiste na stezi podremo. Pa mogoče do Romanovga, z vsem spoštovanjem do Romana, ampak 2:11:50 zdaj vztraja že četrt stoletja, lahko bi nekdo prišel, pa je sposoben, kdo za božjo voljo to odteč. Ja, mislim, Keniji, ko so me vprašali, kak je slovenski državni rekord, ko sem jim povedal, so se smejali, ne, ker ta državni rekord oteče, mislim, da skoraj vsak tisti Kenijc, ne, tam pa ne rabi nobenega dodatka kenijskega čaja, ne. Ampak, če je kdo sposoben ali ne, jaz mislim, da nisem kompatibilen za to razsojati, ne, tako da No, bomo videli. No. bomo videli, kaj bo prinesla prihodnost, ne, če bo kdo to tekel, ne. Bi bil že čas, no, za Bi bil, božjo voljo. ja, Bi bil že čas. bi bil pa že čas, ja. Tako, ja, tako, z vsem spoštovanjem Roman, ja, a ne, ampak dejva reči, tako kot bo, ali pa je državni rekord na 5 km star 50 let, pa na 10, 40 let, pa Romanov bo star 25 let, ja, bi te rekorde vsem tam mladi lahko malo izvali posebej, ker imate copate, v katerih copatih ti ne rajš tečeš, ja. Ja, meni zdaj najbolj
ustrezajo te Adidas, Adizero, Adios Pro trojka. Najprej sem mislil, da so ta štirka boljši, ampak nekako zdaj nekako prisegam še vedno na trojko. So bolj trdi, bolj odzivni in so še vedno moj go-to copat zdaj. Pa je ta karbon, pa ta nova pena, pa vse skupaj prineslo te dodatne minute, odbilo te minute, tvoje mnenje, recimo. Ja, moje mnenje je predvsem, mislim, da ni sam karbon in ta pena prinesla minute, ampak bolj ta pena tudi na trenažnih copatih, ko ti lahko več treniraš in se hkrati pospešuje regeneracija in pač in tudi drugačen pristop k treningu in vse to, ne pač potem pač se še števa, ne, in potem je nek rezultat, ne, tudi boljši rezultati. Zelo lepo povedano. Zelo lepo povedano. Kaj pa tvoje kolesarstvo, pa to se še pečaš s tem? Ne, to je bila samo ena tekma in še to je bilo bolj za hec. Kdo te je pa nahecal, da si se šel na kolo pomeriti na dirko? Pa, Ja? pa to mi skozi poleti se vozimo s temi kolesja, ne, po Gorici in okolici z obema Klemnoma in še z enimi drugimi kolegi. In jaz tam gonim v tekaških copatah in na mountain bajku, oni pa na specialkah, ne, in pol so rekli, ajde, če tle tako dobro vlečeš, ne, s tem tvojim traktorjem, pejdi za hec na široko. In sem rekel, ajde, grem široko in sem šel na široko. In pol je bilo, na začetku sem se postavil tam od zadaj, to so imeli vsi spremna kolesa, tam za 15 jurjev, jaz sem sam gledal, kam sem jaz to prišel. In ko smo se pognali, ne, sem jih začel počasi prehitevati in po mi je bilo fajn, ne. Saj sem trpel gor, ko nepopisljivo, ne, bolj sem trpel, kot če bi delal tiste 400 v klanc tekaško, ne, ampak zaštruklje vse, ne. Na koncu si dobro plasiral, no, si bil, ne vem, med prvih 15, 12, mislim. Ne, mislim, da sem bil 7. v kategoriji Mm. teh ne profesionalcev ali kaj, ne vem, nelicenciranih ali ne vem, kako imajo tam. A se je kakšen trener očil, pa rekel je, Mako, ti prideš k meni trenirati, zdaj to ne moreš verjeti. Ne, Mislim, ne, nisem imel te sreče, da me bi kdo povabil v Tour de France ekipo. a bi šel, ne, malo šalo, malo za res, če bi te povabili v kakšno ekipo, pa kolesariti, ne, za kakšno sezono bi šel, ne bi šel, ni to tvoj šport. Ma ne, kolesariti ne bi šel, sicer mi je všeč kolesarjenje in to tako bolj rekreativno, zdaj, da bi se tako resno ukvarjal s tem, ne, ker tudi časa nimam in mislim, mogoče, če bi tako lahko bil 100% posvečen temu in da bi začel že mlajši poljane. Drugače pa mislim, da ne, me ne toliko pritegne. V redu je, mislim, sej ena tekma v redu je, pokazal si unim profičem, da je lahko za kolesa za 15 jurjev prodajo, ne, pa se Ja. začnejo, pa ne se s kajakom ukvarjati, ker to vam bo tudi povedal, pa, da nimate za burek. Pejte, ne vem, streljati z lokom, mogoče, ja, ja, to je to. To je mogoče tisti šport za vas. Morate še pač itak vprašati par stvari. Ena od teh je, tvoji trije največji uspehi v teku. Evo, kako jih je, če bi ti rekel, stvari, trije najboljši dosežki, nekaj, na kar si res ponosen, evo, pa bi izpostavil kadarkoli tudi v polnoči. Uf. Desetka, mogoče ta v Ljubljani, ko sem lepo nadgradil tek iz Valencije v januarju, potem, da sem boljše pač performal v Ljubljani. Ta bi bila potem mogoče ta polmaraton v Valenciji, ko smo šli takrat 2019 in tretji, ajde, recimo trojka v dvorani, ko sem šel brez specifičnega treninga tja teč tisto trojko, sploh nisem vedel, kako tam teč in potem sem še vseeno nekaj odtekel. Bravo. Solidno tako za nekega maratonca. Bravo, mislim, boš še zmeraj nastopal na trojkah, na petkah, na stadionu, boš se še zmeraj tega udeleževal. Ja, z veseljem bi se, če bi bile tekme na nedeljo, ne, sam se običajno vidim na soboto To pa in te ne gre skozi. ja, Ja. ne gre, ja. Mislim, da je še državno prvenstvo na 5 na cesti, bilo tudi v soboto, se mi zdi, lansko Ja, leto v ja, Kranju. ja, A ne? Konice. Da, In Konice, mislim, tako niso bile niso Konice isto, tudi, pa še ja, ja. tudi vse je soboto, brez veze. Ja, Ja. to za nalaž delate, da Makovc ne pride, ja, ker bi vam pobral. A si zaslužil kaj že s tekom, si dobil kakšno finančno nagrado, kdaj, kakšnih 50, 100, 200 evrov, ki si jih porabil za Adidaske? Ja, če dobro premislim, sem tam v Italiji po teh manjših lokalnih tekmah nekaj dobil v kuverti. Drugače pa takrat mi je Mizuno dal nekaj parov copat in opreme, tako da
nekaj je le prinesel tek. Boš šel še v Kenijo, bi šel še v Kenijo na kakšne priprave, te šel leče tja bi. Ja, šel bi, upam, da bom lahko še enkrat to v življenju, dokler bom še nekako pripravljen zaiti v Kenijo in parirati tistim Kenijcem vsaj na iztekih to realiziral, tako da bomo videli, kaj bo prinesla prihodnost. No. To Kenijo si me toliko navdušil, da vam organiziral eno odpravo ostarelih rekreativcev iz Slovenije, ki bomo šli dol, pa bomo naredili samo en trening, 6-0, tako, evo, to sem rekel, če 6-0 laufa, en trening bomo pa naredili, ja, s temi fanti, za Kipčogejem pa, ki bo imel sam še rekreativne skupine. Kipčoge je laufat v London pa je letos, si ujel to novico? Sem ujel tudi kakšna zasedba v Londonu, to letos bo res noro. Mislim, Sam ja. še vseeno sem mnenja, da po mojem svetovnih rekordov pa ne bo. No. To sem te še hotel vprašati, točno, a ne meniš, da bo pač ta SAP 2 ure meja padla v naslednjih, ne vem, do naslednjih olimpijskih, rečva. Je to realno za pričakovati? Ja, glede na progres maratona, po mojem bo padla, ampak zdaj, če se naneseva specifično na London, mislim, da letos v Londonu ne. No. Mislim, da bo tam bolj taka taktična tekma, sploh pri ženskah, po mojem. Ker se bojo vse mal gledale eno drugo, sploh pa, ko sta tekle ena koliko 2:11, druga pod 2:10. Ne. Mislim, Po kako mojem, gledaš, denar prevaga, po mojem, pred hitrim časom. a Ne. mislim, Sam kako čeprav gledaš na to, ja, na 2:09, 56 pri ženskah, lepo te prosim, no, kam smo prišli? A? Ja, to je po mojem boljši rezultat, kot pa moški po 2 uri. Mislim, da bi po kakšnih lestvicah to sigurno bilo res, ja, in na koncu bo, no, na koncu bo ženske prelafale po 2 urami, ki moški, ja. Skoraj da, no, skoraj da, to je res noro. London bomo spremljali, jasno bomo spremljali Tokio, pa Boston, bomo spremljali Ljubljanski maraton, pa Valencijo praviš, da greš spet, ja, mogoče jaz tudi grem spet v Valencijo letos, bi bilo fajn, ja, bi bilo laufati še na Valencijo. Meni je tudi všeč, no, tako kot tebi. Nekaj ima. Lahko bi pa Valencija bila kraj novega svetovnega rekorda, Sej, Ja, potencial ima, ne. Sam mogoče malo prevroče, oziroma vetrovno, vroče. vetrovno, ja, tam ob morju malo piha. Ampak če zagotovijo ustrezne zajce in ustreznega tekača, kateri ima potencial za to teč, po mojem se da. Še ena provokacija, če bi bil izžreben za maraton, za vse, za olimpijske igre v Los Angelesu, pa še letalsko karto ti dajo, a bi šel? A pogledat? Od sred noči odteč, pa potem to objaviti na Instagramu. Živijo vsi iz Pariza, tudi jaz jo imam, to medaljico. A, bi šel, ne bi šel? Ne, bi objavil selfie iz hotelske sobe, bi rekel, vi ste bili samo na štartu, jaz pa zdaj spim v olimpijski vasi. Pa kakšen finale pogovora, spoštovani Aljaž Makovič, bo tole, jaz sem užival, sem se zabaval, noro je. Mora se videti na kakšni dirki v Sloveniji, kam bo šel na kakšno tako manjšo vaško dirko, bo šel kam? Pa vedno rad podpiram lokalne dirke, tako da mogoče kak kraški ali pa istrski. Vse odvisno od časa, no, kaj mi bo dopuščalo. Ampak upam, da bo uspelo, no. Aljaž, se veselim, ja, da še kakšno rečejo živo, čist za konci. A si res še navdušen navijač Maribora? Seveda. Kako ta a res nimate nobenega kluba, kjer ga bi navijali, ali? Ne, se je Gorica prva, ne, sam je tudi Maribor nekje v srcu, ne. Odkje? Sam to mi še povej, odkje mladenči iz Lepene najde Maribor za svoj najljubši klub? Sem živel tam 2 leti v Mariboru in sem se res povezal z mestom. To mesto ima res en tak čar, duh, res. Tudi ljudje v Mariboru. Res mi je bilo všeč v Mariboru. A ste slišali, Mariborčani, zdajle pa kvišku srca. Pozdravljam. Aljaž, super je bilo v Lepeno. Kakšne so temperature v Lepeni, kaj zdaj? Ja, zdaj ne vem, ker zdaj sem trenutno v Ljubljani. Ampak po moje ni prehladno, no. Se bi dalo zdaj iti na kak tekec. Pravilno. In to naredite, spoštovane, z Aljažem Makovcem v ušesih. Upam, da ste uživali urco pa pol najnega pogovora. Ja, pa da ste kakšno lekcijo, pa kakšno zanimivo štorijo tudi slišali. Aljaž, hvala, ker si se tako hitro odzval. Hvala ti za super pogovor. Hvala tebi za povabilo in se vidimo na kakšnem tem eventu v Sloveniji. Držimo pesti letos. Kar si rekel, 1,7 visokih, ja pa 2,27 v Valenciji. Evo, tako. Evo, tako. Dobro. Srečno, hvala ti. Čau, čau. Čau.